V svoji današnji prezentaciji bom najprej predstavila nekaj tabel podatkov o nesrečah pri delu, glede na to, kakšno je bilo njihovo delovno okolje, glede na kraj nesreče, glede na starost, spol, naravo poškodbe, poškodovane dele telesa in vrsto poškodbe. Pri tem se opiramo na evidenco poškodb pri delu, ki se nanašajo na kmetijska gospodarstva za leti, kot je rekla Mateja, 2011 do 2020, in pa v drugem delu predstavitve bom na pisan način predstavlja nekaj značilnosti in pa tudi pogostosti hujših poškodb pri delu na kmetijskih gospodarstvih za zadnja 3 leta, torej za obdobje od 2018 do 2020, to je bilo zadnje leto, za katero so bili takrat, ko smo mi delali to analizo, na voljo podatki. In na koncu še en kratek povzetek in pa priporočila za nadaljnjo obravnavo te tematike. Tako, to je nekako načrt moje današnje predstavitve. Tole na sliki 1 vidite primerjavo med kmeti in drugimi zaposlitvenimi statusi glede na kraj nesreče. Podatki NIJZ-ja kažejo, da se nesreče navadno dogajajo v veliki večini primerov na običajnem delovnem mestu. Kmetom se nesreče v približno 91% dogajajo na kmetijah, osebam z drugim zaposlitvenim statusom, ki so tudi registrirane v registru kmetijskih gospodarstev, pa se najpogosteje dogajajo v podjetjih, družbah in organizacijah, v manjšem deležu pa tudi na službeni poti ali pa na delovnem mestu v drugi enoti. Druga taka ugotovitev, tukaj smo primerjali kmete in druge zaposlitvene statuse po delovnih okoljih, v katerih se je zgodila nesreča. Kmetom se poškodbe pri delu najpogosteje dejansko zgodijo v tem 10-letnem obdobju, so se zgodile v povezavi z živinorejo, torej živinoreja je bila tista panoga, kjer je bilo tovrstnih nesreč največ, precej manj pa je bilo nesreč v povezavi s poljedelstvom, ribogojstvom, gozdnimi skupinami, gozdnimi površinami in tako naprej. Medtem ko se drugim poklicnim skupinam nesreče, tukaj vidite tale oranžen stolpec, se nesreče pri delu najpogosteje dogajajo v proizvodnih okoljih, v tovarnah ali pa v delavnicah. Kot je že bilo povedano v Majdini predstavitvi, so zaradi nesreč pri delu najbolj ogroženi starejši kmetje. Tu gre zlasti za starostno skupino od 56 do 65 let. Tukaj je kar 41% vseh poškodb med kmeti. Pri drugih zaposlitvenih starostih, skupinah oziroma statusih pa so bolj ogrožene mlajše starostne skupine, kar tudi potem vidite v tej sliki z oranžno narisano. Kot je tudi že povedala Majda, so zaradi poškodb pri delu med kmeti in pa drugimi poklicnimi statusi, ki živijo na kmetijskih gospodarstvih, pomembno bolj ogroženi moški, kot pa to velja za ženske. Torej, moški so tista skupina, ki jih poškodbe pri delu nesorazmerno bolj prizadenejo, kot pa to velja za ženske. In seveda iz tega izhajajo tudi specifična, rekla, tveganja, ki se vežejo na določeni spol. Naredili smo tudi analizo nesreč pri delu glede na naravo poškodbe. Iz te slike je nekako razvidno, da so najpogostejše vrste poškodb med kmeti zaprti zlomi. Tole ta prva modra
modro označen stolpec. Pri drugih skupinah pa so recimo pogoste odprte rane, površinske poškodbe, medtem ko so nekje zvini pa nategi pri obeh skupinah v enakem deležu na 4. mestu pogostosti. Kar se tiče delov telesa, ki so bili poškodovani, je naša analiza pokazala, da so najpogosteje poškodovani deli telesa okončine, zlasti roke, brez nekih bistvenih razlik med kmeti in pa drugimi poklicnimi statusi, vendar pa se je recimo razlika pokazala pri poškodbah nog. Pri poškodbah nog pa smo nekako ugotovili, da le-te utrpi oziroma doživi več kmetov, 36%, kot pa to velja za osebe z drugimi poklicnimi statusi. In pa še, to se pa zdaj že navezuje tudi na drugi del moje predstavitve, da se hujše oblike nesreč v pomembno večjem deležu zgodijo kmetom, kot pa osebam z drugimi zaposlitvenimi statusi, ki živijo na kmetijskih gospodarstvih. Tukaj vidite, pri lažjih oblikah poškodb razlike niso tako izrazite, potem ko pri hujših oblikah poškodb pa lahko najdemo kar precejšnjo razliko med kmeti in pa drugimi zaposlitvenimi statusi. To je nekako ključni izsledek te naše analize deležev glede na vrsto poškodbe oziroma glede na njeno intenzivnost. Zdaj, v drugem delu smo se pa osredotočili na hujše poškodbe pri delu, kot so bile zabeležene v statistiki pri delu na kmetijskih gospodarstvih. Zdaj, zdravstveni statistični letopis Slovenije hujšo poškodbo pri delu definira kot poškodbo, pri kateri je ali ogroženo življenje, ali pa je uničen ali pa trajno oslabljen kakšen organ, del telesa in zaradi česar obstaja neka nevarnost, da bo delavec nezmožen za svoje delo. In ta prijaviteljeva laična ocena resnosti poškodbe v Sloveniji upošteva tudi priporočila sodno-medicinske klasifikacije. Torej, kot sem rekla, naša analiza se je osredotočila na hujše poškodbe pri delu, pri osebah na kmetijskih gospodarstvih s statusom zaposlitve kot kmet in na NIJZ smo v obrazcu R8, ki ga je prej že Majda, pregledali in pa izpisali informacije iz opisa dogodka po poškodbi, ki ga je dal poškodovanec, to je polje 44, in pa kratkega opisa dogodka, kot ga je recimo zabeležil zdravnik. V obdobju 2011 do 2020, za katerega sem prej že pokazala te neke ključne izsledke analize, je bilo vseh primerov hujših poškodb pri delu na kmetijskih gospodarstvih med kmeti 613. Zato smo se mi v naši analizi omejili na zadnja 3 leta in v zadnjih 3 letih je bilo evidentiranih 94 hujših poškodb med osebami, ki imajo zaposlitveni status kmeta. To je tale številka, 31 primerov v 2018, 19 v 2019, 2020 pa 44 poškodb. Zdaj, opise smo razvrstili v vsebinske kategorije, ki lahko označujejo recimo kraj nastanka poškodbe, lahko označujejo način ali pa vzrok povzročitve poškodbe, kar seveda tudi pomeni, da je lahko poškodba bila razvrščena v več kategorij, zato tudi kategorije seveda niso neposredno primerljive, ker to je neka naša klasifikacija. Zato tudi nisem
v nadaljevanju prikazala rezultate, oziroma niso prikazani v obliki grafov, ampak bom recimo nekako predstavila še najpogostejše vzorce ali pa načine nastanka hujših poškodb v kmetijstvu. Torej od najbolj pogostih do najmanj pogostih in pa dopolnila še z nekimi vsebinskimi opisi poškodbe, kot so bili zabeleženi v obrazcu. Zdaj, najpogosteje je v tem analiziranem obdobju 2018 do 2019 prišlo do padcev, kar 33 poškodb je vključevalo nek padec, nek zdrs. Tukaj je šlo recimo za padce po stopnicah, padce na oster rob, zdrse, recimo tudi zdrse na spolzkih in pa namočenih površinah, ob zlaganju drv, primere, ko oseba recimo nerodno stopla, padci ob nastiljenju živini v hlevu, vinogradu, lestev, pobočje, traktor in tako naprej, neopredeljeni padci in podobni primeri. Tukaj vidite taka dva primera, to sta dva opisa iz obrazca ob čiščenju hleva, mu je spodrsnil na visečem terenu, padel zratno nazaj, se udaril v glavo. Ali pa padec z višine 6 do 8 metrov z drevesa pri pobiranju sadja. To sta taka dva tipična, bom rekla, opisa. Potem naslednja zelo pogosta kategorija so bile poškodbe stroji z mehanizacijo in pa vozili. Tukaj gre najpogosteje sicer za poškodbe, ki vključujejo traktor, traktorsko prikolico ali priključek, nekatere pa recimo vključujejo tudi žage. Vseh teh poškodb, stroj in mehanizacijo je bilo v analiziranem obdobju 28 in tukaj vidite nekaj dva tipična opisa. Pri kontroli razdalje priključka v vozilu se je traktor premaknil in je stisnil v zid. Pri razrezu hlodovine na tračni žagi je v trenutku nepozornosti in rahlo zdrso roke žaga oplazila vrh dlani in posekala kožo. Ena vrsta poškodbe, ki seveda lahko vključuje tudi mehanizacijo, ni pa to nujno, so tudi poškodbe v gozdu, poškodbe, do katerih je prišlo med sečnjo, košnjo, spravilom drv, ki jih je bilo v analiziranem obdobju 20. Recimo gre tukaj za poškodbe pri košnji, udarci hlodov, delov hlodov, vej, padci, zdrsi, poškodbe z mehanizacijo, ureznine, ali pa seveda tudi kombinacije tovrstnih poškodb. Torej, nekatere poškodbe vključujejo tudi mehanizacijo, torej grejo tudi v prejšnjo kategorijo in ni pa to nujno, gre tudi za druge vrste poškodbe. Pri košnji trave s kosilnico na strmini sem z roko zadel v steber ograje, kjer je bil zabit žebelj. V lastnem gozdu sem izločil les, pri navezovanju hloda z gozdarsko verigo se je hlod zavalil na mojo desno nogo. To sta dva taka tipična opisa. Kot je že bilo omenjeno prej, je živinoreja vsekakor ena od bolj tveganih panog. V letih 2018 do 2020 smo zabeležili 18 hujših poškodb, ki so jih povzročile živali. Tukaj je šlo za primere udarcev, brc, ugrizov živali in pa tudi primere, ko se je recimo žival zagnala v poškodovanca, recimo med pregibanjem je žival stisne ob steno, pri tem utrpim poškodbe rebe. To je pač opis poškodbe, kot ga je podal kmet. Pri čiščenju boksa me je konj ugriznil v obraz in vrat. Zdaj, dokaj pogoste so tudi poškodbe, ki so jih povzročili drugi predmeti. Recimo, da je na poškodovanca padel kakšen predmet. Kar 17 takih poškodb je bilo v analiziranem obdobju. Tukaj niso vključene poškodbe za mehanizacijo, ki sem jih opisala prej. Tukaj gre recimo za poškodbe, ki so jih povzročili hlod, torej v gozdu, bala, lubje, veja, poleno, drevo. Šlo je za primere, ko je koga poškodovala kakšna kovinska konstrukcija, skleda in tako naprej.
Pri delu v gozdu se je hlod skotalil in me udaril v levo nogo. Padec po stopnicah, skleda keramična v roki, ki se je pri padcu razbila in del sklede se je zapičil v dan. Torej, to, da kmeta oziroma poškodovanca poškoduje nek predmet, ki zdrsne ali pa pade nanj, je tudi dokaj pogost bom rekla, način poškodbe. In pa še manj pogoste poškodbe, ki smo jih nekako zabeležili iz teh opisov. Po 2 poškodbi sta se zgodili pri delu z živalmi, torej ni šlo neposredno za udarec živali, ampak je šlo recimo za primere zdrsa ali pa padca ob stiku z živaljo, ko je recimo, ne vem, že padla in pa poškodovala nekoga. En primer je recimo vključeval telitev, potem dokaj redke, tukaj poudarjam, da gre seveda tukaj za hujše poškodbe, so tudi poškodbe s kemičnimi snovmi, tukaj smo zabeležili 2 primera tovrstnih poškodb in pa še kategorija drugo nedefinirano, kjer smo nekako zabeležili poškodbe z ukleščenim ali pa ščitnim prstom in pa en primer poškodovanega gležnja. To je mogoče ena taka ključen prikaz naših ugotovitev. Zdaj, kaj so torej ključne ugotovitve? Največ poškodb je bilo v analiziranem obdobju leta 2020, kar 46, medtem ko jih je bilo v letu 2018 in 2019 manj, torej 31 v 2018 in pa 18 v 2019. Kot je že bilo omenjeno, prednjači živinoreja, torej tako primeri padcev, zdrsi, kot tudi primeri, ko je nekoga poškodovala mehanizacija oziroma je zaradi poškodbe prišlo zaradi neustrezne mehanizacije, potem poškodbe povzročene s strani živali, kar nekaj je tudi poškodb v gozdu med spravilom lesa, med košnjo in tako naprej. Manj pogoste so bile pa recimo druge poškodbe pri delu z živalmi in pa poškodbe z kemičnimi snovmi. Seveda, te podatki nam ne omogočajo, da sklepamo o pogostosti poškodb v posameznih panogah kmetijstva, ker to pač iz opisa dostikrat ni bilo razvidno, ampak kljub temu je bilo kar v 34 primerih, torej skoraj v polovici, oziroma v dobri tretjini, je bilo iz opisa poškodbe moč razbrati, da je šlo za poškodbo v živinoreji. Torej, živinoreja se kaže kot ena od bolj nevarnih kmetijskih panog. Nekako naši rezultati analize vsebinskih opisov hujših poškodb v kmetijstvu potrjujejo tudi raziskave oziroma rezultate raziskav v tujini, ki so prav tako v kmetijstvu zaznale dokaj veliko pogostost poškodb zaradi različnih strojev, kar se seveda, kot je tudi že bilo omenjeno, lahko pripiše tudi pomanjkanju varnostnih ukrepov, neustrezni mehanizaciji in pa morda tudi pomanjkanju izobraževanja o ravnanju z stroji. To lahko seveda špekuliramo. Prav tako je vredno omeniti pogostost padcev in pa zdrsov. Tukaj lahko seveda gre tako za posledico dela v neprimernih vremenskih razmerah, na primer, ne vem, razmočena tla, lahko gre za udarce strojev, drugih predmetov, živali, morda pa gre tudi za primere, ki so nekako posledica nepazljivosti in pa tudi utrujenosti oziroma tega pretirane vpetosti v delo, ki je že bila omenjena tudi v Majdini predstavitvi. Prav tako iz podatkov ne moremo sklepati o tem, koliko so bile poškodbe, ki smo jih zabeležili, intenzivne, torej kako hude so dejansko bile in kakšne so bile, bom rekla, dolgoročne posledice in tudi navsezadnje dolgoročna prizadetost oseb, ki so bile poškodovane, kar je nekaj, kar bi zagotovo veljalo v prihodnosti raziskati. Prav tako je seveda
dejstvo, da je bila možnost klasifikacije poškodb v naši analizi odvisna od natančnosti opisa poškodovanca, ne? In ne samo opisa poškodovanca, temveč tudi zdravnika, ki je poškodbo obravnaval, ker pač v vzorcu najdemo tako podrobne opise o tem, kje je bila poškodba povzročena, v kakšnem času, pa tudi opise, ki so bolj v skopi, iz katerih ne moremo sklepati, na kakšen način ali pa v kateri panogi so se poškodbe zgodile. Včasih recimo je to samo en stavek ali pa par besed, ampak kljub temu pa nekako rezultati so indikativni glede najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek poškodb in na nek način dopolnjujejo tudi izsledke drugih delov raziskave. Kot je bilo povedano, velika večina prijavljenih nezgod pri delu v registru kmetijskih gospodarstev se zgodi osebam, ki niso zaposleni kot kmetje, temveč imajo nek drug nekmetijski zaposlitveni status, zaposleni so v podjetjih, družbah in pa organizacijah, in ta delež se tudi, oziroma število teh poškodb se v tem obdobju nekako zvišuje, ne? Ampak seveda, kot je že omenila v svoji predstavitvi in pa analizi Majda, število teh poškodb je podcenjeno in tudi nekako te najpogostejše poškodbe, oziroma kot smo videli v tistem prejšnjem grafu, število hujših poškodb je pri kmetih vendarle višje kot pri drugih zaposlitvenih statusih. In to je verjetno nekaj, kar bi tudi veljalo vzeti v obzir v nekih prihodnjih prizadevanjih. Tako da ja, poleg izboljšanja evidentiranja nezgod pri delu bi vsekakor veljalo, kot sem rekla, raziskati tudi dolgoročne posledice teh nezgod, da bi nekako tudi dopolnili sliko, ne samo z vidika ene časovne točke, ampak z vidika tega, kaj te poškodbe, kaj te nesreče pomenijo v neki dolgoročnejši perspektivi, ne samo seveda za kmeta, ampak tako tudi za celotno kmetijsko gospodarstvo, prav gotovo, ker je to nekaj, kar seveda zadeva neko širšo skupnost, v kateri so kmetje vpeti. Tako, to bi bilo z moje strani za zdaj vse. Hvala vam za pozornost in če bo še kakšno vprašanje, seveda bomo z veseljem tudi odgovorili. Hvala.